Pozdravljeni na današnjem predavanju, ki je pravzaprav v izrednem terminu predlagal in organiziral ga je tukaj profesor Aleš Krajner z Gradbene fakultete. No, danes bosta, bi morda on želel kaj povedati, uvodoma. Danes bosta povedala, kako je treba, oziroma kako je idealno bivati v hiši, ne, in kako, na kaj moramo biti se pozorni, ko gradimo hišo. Ne, to bosta predstavila docent Mateja Dovjak in akademik Jože Kraševec. Kako se bosta skoordinirala, njuna stvar. Hvala za povabilo. Torej, naslov današnjega predavanja je vloga in pomen posameznika v procesu graditve stavb. V izredno čas mi je, da bo del predavanja posvečen tudi etiki, morali in pa samim vrednotam posameznika pri današnjem načrtovanju. Tako da, poleg mene bo predavanje imel tudi profesor dr. Jože Kraševec, ki prihaja iz Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Teološke fakultete. Kot je bilo že povedano, se prav prihajam iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, katedra za stavbe in konstrukcijske elemente, poučujem pa poleg gradbene fakultete tudi na zdravstveni fakulteti. Pregled današnjega predavanja je sledeč, in sicer na samem začetku vam bom skušala predstaviti pozicijo oziroma vlogo samega zdravja in pa udobja v kontekstu današnjega enostranskega načrtovanja energijsko učinkovitih stavb. Enostranski pristop rezultira v poslabšanju kakovosti notranjega okolja in to je dokazano z številnimi znanstvenimi študijami. Poleg znanstvenih študij pa velja tudi omeniti številno opozorila strani uporabnikov stavb, vzgojno-varstvenih inštitucij, opozorila strani zdravstvene stroke in podobno. V etičnem kontekstu bom predala besedo profesor dr. Jožetu Kraševcu, ki bo predstavil vrednote človeka kot osebnega bitja v prostoru in v času. In na to bomo prišli v drugi del, v sintezo. Predstavljal vam bom tako imenovan user-centered design na primeru bolnišničnega okolja. Razvit je bil s strani sodelovanja Tokyo City University in profesor dr. Aleša Krajnerja. Predstavljal vam bom morfologijo načrtovanja, izredno specifičnega in zahtevnega bolnišničnega okolja. In na nivoju sobe za opeklinskega bolnika vam bo predstavljen inovativen sistem. V zaključku pa nekaj besed usmeritev za prihodnost v smeri zdravi in energijsko učinkovitih trajnostnih stavb. Tukaj bom pa pokazala pravzaprav trenutno delo z študenti v smeri integralnega projektiranja. Torej, vpliv grajenega okolja na človeka. Namen današnje graditve stavb je, da dosežemo v prvi vrsti udobne razmere. Pod pojmom udobje je potrebno razumeti celovito udobje. To pomeni tako toplotno udobje, svetlobno udobje, vizualne in nevizualne neslikovne učinke na organizem, potem tudi kakovost zraka, zvočno udobje, ergonomijo. In nenazadnje ne smemo pozabiti tudi na ranljive posameznike, na funkcionalno ovirane osebe, katere se danes posveča premalo pozornosti. In to je skrito v samem konceptu univerzalnega načrtovanja. Poleg celovitega udobja je naš cilj in cilj vseh načrtovalcev, da dosežemo tudi zdrave razmere. Zdrave razmere niso ravno udobne razmere. In posebej v delovnem okolju je potrebno ustvariti tudi produktivno okolje, stimulirajoče razmere. V določenih specifičnih okoljih, kjer imamo prisotne tudi ranljive skupine, predvsem govorim o bolnišnicah, o katerem bom tudi govorila danes, je pa potrebno doseči več kot to. Doseči je potreba zdravilne razmere.
Človek je fiziološko, socialno in tudi psihološko bitje in pri njemu se dnevno pojavljajo najrazličnejše potrebe. In optimalne razmere, torej udobne razmere, zdrave razmere, stimulujoče razmere, ki jih je potrebno doseči v notranjem okolju, predstavljajo osnovne fiziološke potrebe po Abrahamu Maslowu, ki jih je definiral že leta 1943. In kakršnekoli neustrezne razmere na tem področju vodijo do nezmožnosti uresničitve potreb, ki se nahajajo hierarhično više. Torej potrebe po ljubezni, potrebe po varnosti, potrebe po samoaktualizaciji in podobno. In zadovoljitev teh potreb kot glavno vodilo načrtovanja danes žal pogosto kloni pod ekonomskimi interesi. Pomen človeka, potreb, specifičnih potreb in zahtev je pravzaprav znan v procesu gradnje in same arhitekture že pravzaprav kar obstaja človeško. Že sami nastanki jam, potem primeri rimske arhitekture in podobno. Tukaj imamo lep primer mosta na Soči, 800 let pred našim štetjem, ali pa Sokratovo hišo, ki sledi pravzaprav sadni poziciji sonca in ustvari udobne razmere, ne glede na letni čas. In ta koncept sega v leto 2500 let nazaj. Ampak danes so te dobre prakse, ki so v preteklosti funkcionirane, zanemarjene, pogosto se jih še celo ignorira. To je razvidno iz trenutnega stanja. V prvi vrsti velja omeniti pomanjkljivosti na področju zakonodaje, s katero se bomo morali soočiti in te pomanjkljivosti tudi odpraviti. In sicer zakonodaja pogosto sledi na tako imenovanih minimumih, na minimalnih dovoljenih vrednostih, ki sicer rezultirajo v določenih benefitih, kot so ekonomski benefiti, tudi energetski varčnosti. Ampak te fiziološki minimumi so izrazito nezdravi za vsakega izmed nas. Potem naj omenim drugo problematiko, to so enostranske prenove, o kateri bom danes govorila. Izrazito potekajo v smeri reševanja visoke rabe energije. Pozabi se pa na človeka, na kakovostno notranje okolje, na zdravje, na udobje. Kar precejšen del tudi znanstvenikov še vedno favorizira, da je glavni vzrok klimatskih sprememb, da so naravni vzroki in pa da so antropogeni vzroki nepomembni pri reševanju klimatskih sprememb in to se dostikrat tudi ignorira pri zasnovi samega ovoja. In Vitruvijeva načela, znana iz 80 let pred našim štetjem, Utilistes, Firmites, Venustas, ki so funkcionirala, so danes pozabljena. Smo v letu 2019, kaj bo naprej, če bomo delali tako, kot delamo in pozabili na same vrednote, na posameznika, ki naj bo center načrtovanja, se situacija verjetno ne bo spremenila. Kakšen je status stavbnega fonda? In sicer stavbni fond je star. Po navedbi statističnih podatkov je več kot 40% vseh stavb zgrajenih pred letom 1960 in 90% pred letom 1990. In to rezultira v energetsko neučinkovitem stavbnem fondu, ker 75% vseh stavb je energetsko neučinkovitih. Trend same prenove je pa zelo počasen in sicer navedbe statistike pravijo, da od 0,4 do 1,2% stavbnega fonda je zdaj prenovljenega na leto. Zakonske zahteve na mednarodnem nivoju so zelo stroge in vse države članice, med drugim tudi Slovenijo, zavezujejo k dosegu visoke energijske učinkovitosti tudi na področju stavb. In sicer direktiva o energetski učinkovitosti iz leta 2012 nas zavezuje, da moramo na leto prenoviti 3% celotne površine stavb. Potem direktiva EPBD o energetski učinkovitosti stavb iz leta 2010
definira visok cilj, doseg 20% učinkovitosti do leta 2020 in vse stavbe morajo biti blizu nične energijske ravno tako do leta 2020. Ta cilj, da mora biti javne stavbe blizu energijsko učinkovite, je bil pa že mimo z letom 2018. Zakonske zahteve na nivoju energetske učinkovitosti so stroge, so dobro definirane, tako na mednarodnem nivoju, kot tudi na nacionalnem. Prenesene so v nacionalni pravni red in tukaj veljajo številni zakoni, od novega gradbenega zakona, potem energetskega zakona, akcijski načrti za energetsko učinkovitost veljajo, pravilnik učinkoviti rabi energije in še bi lahko naštevala. Zadeva je dobro regulirana in si upam, da bi tudi dobro nadzorovana. V nasprotju z področjem energetske učinkovitosti pa je kakovost notranjega okolja, zdrave, udobne razmere slabo regulirana. Na nivoju mednarodnih pravnih aktov obstojajo uredbe, predvsem velja uredbo o gradbenih proizvodih, kjer definira, da je potrebno zgraditi samo objekte in vgrajevati tudi gradbene materiale, ki so zdravju in okolju prijazni. Na nivoju nacionalnih pravnih aktov je pa ta dikcija slabo prenašena in tudi zelo slabo regulirana. Na področju delovnega okolja so premiki, je zadeva bolj nadzorovana, ampak na področju bivalnega okolja so pa tukaj še velike luknje, ki jih bo potrebno zakrpati. Kaj lahko pričakujemo? Premik se je zgodil leta 2016 na področju same direktive o energetski učinkovitosti stavb. In sicer govorim o predlogu direktive o energetski učinkovitosti stavb, ki je bil sprejet leta 2016 in je prvič po letu 2010 dal zdrave stavbe, zdravje, udobje v ospredje. In sicer to je citat, kot ga vidimo zgoraj na slajdu, ki pravi: Better performing buildings must provide higher comfort levels and well-being in posebej izpostavi ranljive skupine prebivalstva, da je potrebno ustvariti kakovostno okolje za same otroke, za starostnike in za ostale ranljive. Na žalost pa je v letu 2018 ta direktiva bila sprejeta, ampak ko sem ponovno odprla sprejeto direktivo, ki je stopila v veljavo, tega stavka več ni bilo in ostali so samo na nivoju energy performance, health in delovanja, ki bi samo enkrat omenil. Ni več zaščite ranljivih skupin, well-beinga, komforta. In na to ne opozarja samo posameznik, ampak opozarja tudi številne druga združenja, kot je RIVA, Federation of European Huts Association, torej združenje pravzaprav strokovnjakov z področja ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, ki v letu 2018 prav to izpostavlja, da ne razumejo, da so v novi direktivi spustili to pomembno dikcijo po dosegu zadostne kakovosti. Tukaj je bilo izpostavljeno notranjega zraka, ampak to je ena komponenta kakovostnega okolja. Takšen pristop oziroma trenutno stanje strani zakonodaje se odrazi v enostranskem projektiranju. In sicer danes zelo pogosto potekajo enostranski ukrepi izključno v smeri dosega visoke energijske učinkovitosti. Na sam ovoj stavbe se dodaja dodatna toplotna izolacija, menjajo se okna za troslojno, štirslojno zasteklitvijo, doseže se visoko zrakotesnost ovoja in vgrajuje se visoko učinkovite mehanske sisteme, centralne sisteme z rekuperacijo. In to je tudi vidno na številnih parametrih strani energijske učinkovitosti. Kot vidimo, U-faktor, se pravi faktor, s katerim ocenimo samoizolativnost konstrukcijskih sklopov, se je zmanjševal. To pomeni, da je povečano samo učinkovitost z vidika rabe energije, da so pomanjšane tudi izgube skozi ovoj in tudi zrakotesnost stavb se izrazito zmanjšuje. In kot rezultat
smo sicer lahko ponosni na to, da je glede na obdobje 2005-2015 raba energije v samih stavbah padla za 11%. Vendar, na žalost, pa se takšen pristop odrazi v neudobnih razmerah, nezdravih razmerah in ostalih negativnih zdravstvenih izidih na uporabnikih. Pa si poglejmo, kateri so s pomočjo tako imenovanega evidence-based approacha, se pravi pristopa strani znanstvenih dokazov. Prvi negativen zdravstveni izid, ki ga velja izpostaviti, je prekomerna vlažnost samih stavb. O prekomerni vlažnosti govorimo takrat, kadar je povečana relativna vlažnost samega zraka, nekako obdobna je od 40 do 60, če gre nad 70 navzgor, govorimo o prekomerni vlažnosti samega zraka. Pogosto pride zaradi napačne zasnove toplotnih mostov, neustrezno tudi zasnove samih konstrukcijskih sklopov, do pojava kondenzacije in s tem do posledične večje verjetnosti do rasti plesni. In kot vidite, v svetovnem merilu od 18% stavb ima težave z prekomerno vlažnostjo. V severni Evropi 18%, Ameriki 50%. Zdaj, kje je Slovenija, glede na te rezultate v svetovnem in tudi evropskem merilu? Statistični podatki pravijo, da je evropsko povprečje 15% stavb, Slovenija pa spadamo v sam vrh in sicer 30%. Tako da 30% vseh stavb ima težave za prekomerno vlažnostjo. Pri prekomerni vlažnosti, kot sem omenila, pride pogosto do rasti plesni. In najpogosteje in tudi najbolj problematični sta dve vrsti plesni, to je Aspergillus in Penicillium. In zaradi samega razmnoževanja oddajata v samo okolico spore, ki se potem vnesejo z dihanjem v organizem. Posebej občutljivi so starostniki, kronični bolniki in pa tudi otroci. In ravno vlažnost stavb poveča tveganje za pojav astme in težave z dihali za 30 do 50%. Pogosto pa pride tudi do aspergiloze dihal kot posledica izpostavljenosti točno določeno vzroku Aspergillusu, plesni v notranjem okolju in takrat govorimo tudi o bolezni povezane s stavbo. Drugo področje, ki je zelo problematično, predvsem v Sloveniji, je raba, vgradnja zdravju škodljivih gradbenih materialov. Na ravni zakonodaje sem že omenila, da je na mednarodnem nivoju velja uredba 305/2011 o gradbenih proizvodih, kjer je izrecno navedeno, da smejo biti na evropskem trgu in da se smejo vgrajevati samo materiali, ki so zdravju prijazni. Žal pa je situacija drugačna in sicer vsako leto vsaj 4 projekte vidim, da so vrtčevska okolja, bolnišnice vgradili notri PVC. PVC kot tak ni škodljiv, škodljiv pa je zaradi tega, ker se mu tekom proizvodnje dodaja mehčala, ftalatne estre, ki emitirajo v samo okolje. In sicer mi se zadržujemo v notranjosti stavb 90%, 80% časa, v nekaterih okoljih, kot so bolnišnice, domovi za stare, pa preživimo 100% notri. In sami ftalatni estri emitirajo skozi celoten življenjski cikel takega proizvoda v okolje in se zadržujejo tam dlje časa. In ravno gradbeništvo je najhitreje rastoči sektor porabe PVC proizvodov in se uporabljajo za talne, stenske, stropne obloge, tudi za cevi, za razne kablje in pa tudi potem za strešne prekljuvne materiale in podobno. Zelo problematično je, ker se PVC vgrajuje v samo notranjost, kjer bivajo naši najmlajši starostniki in ostale ranljive skupine. Ko stopiš v prostor z PVC-jem, zelo pogosto zaznaš kot motečo slabo kakovost zraka. In sicer, kot vidite, je tukaj primerjava različnih talnih oblog in izražanja je stopnja emisije strani olfov, to je zaznana stopnja,
na kvadratni meter talne obloge. In sicer vrednost je 2,5 iz dotične talne obloge. Primerjava za marmorjem, tam je vrednost 0,1 in ga dejansko ne zaznamo. Ni samo problem, da mi zaznamo kot motečo vonjavo po neki kemikaliji sam PVC, problematično je predvsem dejstvo, da je PVC kot material zdravju škodljiv. In sicer tukaj so številni dokazi že iz leta 1976, ko je profesor Šarić z medicinske fakultete v Zagrebu ugotovil vzročno povezavo in dokazal med PVC-jem in rakom. Kasneje, v 80-90 letih, so se študije potem ukvarjale, ker so dokazale, da so ftalatni estri endokrini motilci, v današnjem času pa povezujejo ftalatne estre za večjo pojavnostjo astme, alergije, ostalega negativnega respiratornega vpliva. Naslednje področje, ki je tudi izredno problematično v današnjih stavbah, energijsko učinkovitih, je zamenjava samih oken z energijsko bolj učinkovitimi. Torej, na obstoječe odprtine, ki so zelo pogosto majhne, zamenjamo dvoslojno zasteklitev za troslojno, štirislojno, ki z vidika rabe energije bolj učinkovita, pozabimo pa, da se poslabša sama dnevna svetloba v notranjosti stavb. Tukaj vidimo za primerjavo dvojno zasteklitev od Pilkingtona in trojno in tako imenovano svetlobno transmisivnost, izraženo v odstotkih. To so v laboratorijskih pogojih, 61-63 vrednost. Če se upošteva še upadni vod in pa umazanilno stekli, se pa ta vrednost zelo manjša. In tako da propusti dvojna zasteklitev, ima vrednost LT, se pravi 40 odstotkov in tukaj 30 odstotkov. Štirislojna nisem navajala, pa se tudi ugrajuje. No in to problematiko je analiziral že profesor Kreiner v letu 2008, kjer je primerjal tako imenovane pasivne stavbe in pa bioklimatske stavbe z vidika dnevnega osvetljevanja in tudi rabe energije. Torej 27 naključno izbranih stavb je vzel v svojo analizo in je dokazal, kakšen je učinek dvojne proti trojni zasteklitvi na toplotno pa svetlobno bilanco. In ugotovil je, da se povprečna letna raba energije za ogrevanje pri troslojni zasteklitvi zmanjša za 15 odstotkov glede na dvojno, obenem pa se je zmanjšala količina dnevne svetlobe pri upadnem kotu sončne nasevanje čistih steklih na 25 odstotkov, po upoštevanju upadnega kota in umazanosti pa za 38 odstotkov. Torej, tukaj je zmanjšanje dnevne svetlobe absolutno kolateralna škoda, ki ima negativen vpliv na same uporabnike. Če združimo vse te negativne vplive, to pogosto rezultira v zdravstvenem izidu, ki se imenuje sindrom bolne stavbe. Svetovna zdravstvena organizacija je že leta 1983 ocenila, da se pri 30 odstotkih vseh stavb po svetu, tako novogradenj kot prenovah, pojav sindrom bolnih stavb. Današnje študije niso prišle do nobenih drugačnih zaključkov, samo še odstotek se je povečal. Študije v stanovanjskih stavbah navajajo od 12 do 31 odstotkov, tudi do 50 odstotkov v javnih stavbah. V določenih inštitucijah, kot so bolnišnice, pa je odstotek še dosti večji. In sicer raziskave pravijo, od 60 do 80 odstotkov vseh stavb ima težave z sindromom bolnih stavb. Ne samo splošna javnost, ampak tudi strokovna zelo pogosto meša ta dva pojma. In sicer sindrom bolne stavbe in pa bolezni povezane stavbe. Naj vam na hitro razložim glavno razliko. In sicer sindromu bolne stavbe, izhaja iz angleščine sick building syndrome, govorimo o skupku večjih simptomov, ki se pojavijo pri uporabnikih, lahko v delovnem okolju, lahko pa tudi v bivalnem. Vezane so na en prostor ali pa na celotno stavbo in ko uporabniki tako stavbo zapustijo, običajno simptomi izvenijo.
Do sedaj je poznanih več kot 50 simptomov, ki se v različnih kombinacijah pa jakostih pri uporabnikih pojavljajo. Vezani so na oči in pa samo sluznico, kot je recimo draženje oči, suhe oči, rdeče oči, potem pa tudi nos, draženje nosu, izcedek iz nosu, kašelj, draženje v grlu in pa suha koža, pa ostali nespecifični simptomi, kot je recimo utrujenost, glavobol in podobno. In ko gremo zdravniku, bolezen ne morejo biti diagnosticirati, pripisa točno določenemu vzroku, običajno ti dajo določene analgetike, pogosto tudi kakšne antibiotike in seveda nič ne prime. In naslednjice ponovi, ko spet greš na neko delovno mesto, neko okolje, kjer si izpostavljen dejavnikom tveganja. In pri bolezni povezane s stavbo, building related illness, tukaj pa gre za diagnosticirano bolezen, pripiše se jo točno določeno vzroku, naprimer legioneli, ki povzroča legionelozo, ali pa recimo aspergillus, kot sem povedala, aspergillozo, ali pa, če smo izpostavljeni azbestu, lahko pride do azbestoze in podobno. Dejavniki tveganja in tudi parametri so bili v sodelovanju z medicinsko fakulteto katedro za javno zdravje tudi identificirani in razporejeni so bili v 6 glavnih skupin. Kateri so ti? Jih vidite na slajdu, gre pa za fizikalne dejavnike tveganja, kemične, biološke, psihosocialne, osebnostne in ostale. In v nadaljevanju velja omeniti izredno problematične dejavnike, to so parametri, ki so vezani na nezadostno prezračevanje stavb, ki se pojavijo ravno v energijsko učinkovitih stavbah. Torej, nezadostno prezračevanje kot eden od najpomembnejših dejavnikov tveganja za sindrom bolne stavbe. Današnji trend načrtovalcev je zelo pogosto tak, da se rešuje visoko rabo energije in predvsem visoke ventilacijske izgube, predvsem v javnih stavbah, kot so vrtci, šole, s tem, da se zapre dotok svežega zraka. To pomeni, da se zniža število zamenjav zraka oziroma količina svežega zraka na osebo in s tem se doseže zmanjšanje visoke rabe energije in visokih ventilacijskih izgub. Nažalost je tak pristop tudi podprt s strani nacionalne zakonodaje. V nadaljevanju vam bom pa konkretno na ravni naše raziskave to tudi podkrepila. In sicer izvedeli smo raziskavo na modelu vrtca, dejanskem modelu vrtca. Vpliv različne stopnje prezračevanja smo pa preučili s pomočjo izračunov s programskim orodjem. Zanimalo nas je, kako različne stopnje prezračevanja oziroma različna število zamenjav zraka na uro vpliva na samo kakovost notranjega zraka, na CO2. Osredotočili smo se na dve prezračevalni coni, in sicer cona številka 1 je bil prostor igralnice za prvo starostno skupino in cona številka 2 je bilo prostor za drugo starostno skupino. V obeh conah oziroma prostorih smo načrtovali različno količino svežega zraka in sicer, kot vidite, v naši zakonodaji so definirano minimalno število zamenjav zraka 0,5 na uro, potem naslednja zahteva je minimalno volumen zraka na osebo 8,7 kubičnih metrov na uro na kvadraten meter, nato 15 kubikov na uro na osebo, 10,3 je naslednja zahteva in kot priporočilo je v zadnji tabeli tudi vrednost 55 kubikov zraka na osebo. Kot vidite, je na ravni načrtovalca, katero vrednost bo zbral za samo prezračevanje prostorov za otroke. Torej, to minimalno 0,5 ali pa neko optimalno visoko 55 kubikov zraka na osebo.
Žal so pod različnimi pritiski načrtovalci zbirajo minimalno vrednost, minimalno fiziološko vrednost in to je danes dovoljeno strani zakonodaje. Kakšne vplive ima to? Če načrtujemo po minimumih, to je ta stolpač številka 1 v obeh igralnicah, igralnica A in B, vidimo, da to rezultira v 3 do 4-kratni prekoračitvi dovoljene vrednosti CO2 za notranje okolje po našem pravilniku, ki znaša 1667 ppm, oziroma optimalna vrednost 6 do 7-krat po EŠRE in pa po EN standardu je prekoračena. Torej, te razmere so izrazito škodljive in takšen pristop predstavlja, je izredno nevaren, da se ga poslužujemo. Je pa ta pristop in tudi te vrednosti mogoče zaslediti vsako leto, ko se obrnejo name vzgojiteljice in pokažejo mapo strani projektantov. Sedaj pa predajam besedo profesor dr. Jožetu Kraševcu, predstavil mu bo človeka kot osebnega bitja v prostoru in času in vrednote. In če se obrnem na našo piramido po Maslowu, če sem jaz govorila o fizioloških potrebah, smo zdaj tukaj čist na vrhu in tako lahko sklenemo zdaj to našo piramido. Tako da, prosim. Lepa za besedo. Najprej naj omenim najprej, kako zanimivo se mi zdi, da je naključno prišlo do te povezave predavanja iz področja gradbeništva in iz področja, ki ga jaz zastopam. To je humanistika, širše gledano, v okviru humanistike se ukvarjam predvsem z raziskovanjem Svetega pisma v celotnem kontekstu starega Bližnjega vzhoda in pa glede na zgodovino hermeneutike, tudi skozi celotno zgodovino do danes. Meni se delo zanimivo, da se na področju gradbeništva čuti ta problem, kakšno mesto ima človek kot osebno bitje. Pa bi za začetek navedel en zanimiv primer razmišljanja pesnika Goetheja, ki pravi na enem mestu, da je Kepler izjavil, kako se želi, da bi harmonijo, ki jo čuti v vesolju, čutil tudi v sebi, v svoji duši, v svoji notranjosti. In Goethe pravi, jaz bi mu pa odgovoril, da samo dejstvo, da ta problem vidi, da si želi harmonijo, pomeni, da to harmonijo dejansko že ima. In da torej obstaja možnost harmonične povezave, recimo med kozmičnim, družbenim redom in človekom kot osebnim bitjem. V zvezi s tem bi izpostavil zanimiv pojem pravičnosti, ki najbolj določa celotno človeško civilizacijo. Pred dobrimi 30 leti je šla knjiga profesorja na Harvardski univerzi Johna Rawlsa z naslovom Justice, ki je zelo obsežna in odmevna. Pa sem se večkrat spraševal, zakaj je ta knjiga tako zelo odmevna. In sem moral žalosti ugotoviti, da je odmevna zato, ker ne gradi na pravičnosti kot osebni vrednoti, ampak na pravičnosti kot dogovoru.
Zato mu je njegov učenec indijskega porekla, ki je zdaj tudi profesor na Harvardski univerzi in je tudi dobitnik Nobelove nagrade Amartya Sen, v odgovoru napisal drugo knjigo z imenom Pravičnost in mu očita ravno to, da pravičnost kot dogovor pomeni, da močnejši lahko diktirajo svojo voljo šibkejšim. In če govorimo o pravičnosti, to lahko naredimo šele, ko prepoznamo in priznamo tudi, da obstaja krivičnost. No, zdaj pa pogledamo, kako se zdaj kaže, da ta razmerja v treh dimenzijah, ki določajo naše civilizacije. Prva dimenzija je kozmična, druga je družbena in tretja je osebnostna. V starejših civilizacijah se predvsem kombinira tak občutek za kozmični red in želja po urejanju družbe po analogno, po principu nekega reda. Zelo v ozadju pa je človek kot osebno bitje. Kaj pa stopi v ospredje? Občutek, da smo podvrženi neki slepi usodi. Zato imamo že vseh teh antičnih zgodbah, dramah in podobno kot glavno značilnost dojemanja stvarnosti človeka v prostoru in času, ki je pravzaprav usodno zaznamovan z nekimi zakoni, ki jih ne more obvladati. Kdaj pa se potem pojavi razmišljanje in občutek za človeka kot osebnega bitja? Dejstvo je, da se je to zgodilo v hebrejski kulturi, ki je osnova treh svetovnih religij, judovstva, krščanstva in islama. Po tem izhodišču je človek ustvarjen po Božji podobi, je torej nedotakljivo bitje in je osebno bitje. Če hoče doseči modrost, mora vedno iskati svoje mesto v prostoru in času v razmeru do kosmosa in do družbe. Če tega ne stori, ne more biti niti moder, niti uravnovešena osebnost, pa kljub temu težišče ni na teh razmerjih, ampak v njegovi duši. Dušo pa lahko dojemamo kot psiho, grščini psihe, ali pa kot duhovnost. In to dvoje se najbolj prepleta in celotna Biblija govori o tem, da je človek duhovno bitje. Kot duhovno bitje torej vse vrednote dojema ne sistemsko, ampak osebnostno. Tukaj se pa ravno tako pokaže ta težnja po združevanju, kako v razmerju med tremi dimenzijami, ki določajo naše življenje, se pravi kozmične, družbene in osebne, da lahko uporabljamo zelo veliko terminov za vrednote, od recimo pravičnosti do najvišje ljubezen, ampak moramo priznati, da vsaka poglabljanje v katerokoli od teh vrednot nas privede do ugotovitve, da so med seboj vse organsko povezane, da ne moremo izigravati ene proti drugi. Kaj da to pomeni? Biti pravičen pomeni popolno harmonijo v razmerju do vseh zunanjih dejavnikov in v razmerju do sebe, ki se kaže v ugotavljanju, da smo največja skrivnost. Mi smo največja skrivnost sami v sebi.
No in tako to se je enkrat pokazalo, ko sem bil povabljen na eno okroglo mizo o vrednotah, mislim, da je že več kot 20 let nazaj, ko so hoteli v časopisu Večer v sobotno prilogi vse to objaviti. In ugotovil sem, da so vsi referenti postavljali vprašanje, kako, na kakšni osnovi o vrednotah sploh govorimo in se sploh ni premaknilo iz mrtve točke sistema. Vrednote govorimo v smislu nekega sistema. In jaz potem vprašal, pa kakšen je ta sistem? Povejte mi, kateri sistem kdaj omogoča in določa sploh razmišljanje, razpravo o vrednotah. In ni bilo odgovora. In moja teza je bila, takrat kot vedno, da o vrednotah lahko govorimo šele na osebni ravni. To se pravi, treba je iti v notranjost. Autorefleksija gre vedno vzporedno z našim iskanjem ravnotežja, z okoljem, zgodovino. Ampak to, kar določa naše življenje in naša notranjost. Tukaj se spojijo vse vrednote v eno in zato vemo, da je najvišja vrednota ljubezen, da vse civilizacije to priznajo, ampak kar je najbolj pomembno in tudi skupno spoznanje v bistvu teh civilizacij je, da človeško bitje najbolj določa hrepenenje po sreči. Sreča pa ni neka kolektivna zadeva, gre za osebno srečo. Seveda je res, da smo kot osebna bitja tudi družbena, da se uresničujemo razmerju do drugih. Ampak še vedno velja, da je hrepenenje po absolutnem posreči dejansko nekaj osebnega. In končal bi samo še z zanimivim razmišljanjem pisatelja Tolstoja, ki je v svoji sorazmerno kratki knjigi, ki ima naslov Kaj je umetnost, postavil vprašanje, kaj bi lahko vzeli kot osnovni kriterij za estetiko. In v tej knjigi, ki je prevedena, mislim, da je prevedel celo Josef Zigman in je šla leto 80, navaja praktično vse bolj znane literarne teoretike zadnjih stoletij in ugotavlja, da se vsi strinjajo, da je umetnost v bistvu teorija o lepem. In njegov odgovor je negativen. Pravi, te teorije ne moreš sprejeti, kajti to bi pomenilo, da umetnost nima nič trdnega, nič večnega, zato ker si vsak lepoto predstavlja po svoje. Na čem torej temelji umetnost? In njegov odgovor je, umetnost temelji na principu čustev. Čustva pa delujejo v razponu od najnižjih do najvišjih tonov med žalostjo, veseljem. In tukaj, ko začnemo razmišljati razpon čustev, lahko ugotovimo, da je to neskončno področje. O čem torej pišejo pisatelji, pesniki, kaj želijo upodobiti umetniki? Vse odtenke človekove čustvovanja, njegovega zavedanja samega sebe, odnosov do drugih ljudi, do okolja, do zgodovine, ampak kar dejansko določa naše življenje, so čustva.
Zato se mi je delo tako zelo zanimivo ugotoviti, da se do nedavnega so na vseh področjih teorije, umetnosti, literature čustvo poribali v ozadje, češ, da je čustvo nekaj manj vrednega, kakor je racionalnost. Danes pa nekateri celo pretiravajo v poudarjanju čustva na račun racionalnosti. Resnica pa je v tem, da čustvo in racionalnost pač poskušamo dojemati v nekem sorazmerju, ampak racionalnost ne more končno dominirati nad čustvom. Če kdo to misli, se mora sprijatniti nad dejstvom, da obstaja ogromno človekovih odločitev, ki jih sploh ne razumemo. No, enkrat se je zgodilo na akademiji, da je ena celodnevna debata politikov prišla do sklepa, da bi bilo treba nekaj narediti, ampak da ni mogoče ugotoviti kako. Pa sem končno jaz dvignil roko in šel v Kambono in rekel, narediti se ne da kaj dosti zato, ker je politika iracionalna. To pač sprejmem ali ne, ampak nekateri so takoj rekli, da se s tem absolutno strinjajo. Kdo drug je pa rekel, da še vedno misli, da se politiko da voditi z racionalnostjo. Jaz bi rekel ja, ampak ta dogovor, koliko je tudi na dogovor gradbeništvo, ki posega tudi na področje politike, mora posegati, je v prvi vrsti imperativ, če naše želje po sreči, našega iskanja pravega mesta v prostoru in času, našega pričakovanja spoštovanja človeka kot osebnega bitja in na tej osnovi sožitja med vsemi. Kjer individualni ranljiv uporabnik s specifičnimi zahtevami in potrebami postane center našega načrtovanja. Za ciljno okolje razvoja morfologije načrtovanja zdravilnega okolja smo izbrali bolnišnice. Univerzitetni klinični center je zgolj slikovno izbran kot primer, nismo pa delali na njem. So pa bolnišnice v celotnem svetu izredno problematične, spadajo med največje nestanovanjske stavbe in imajo zelo, zelo raznoliko rabo. Povprečna raba energije je tudi 400 kWh na kvadratni meter in več in tukaj smo daleč stran od blizu nič energijskih. Ves čas so prisotne ranljive skupine, tudi zaposleni, obiskovalci, na katere ne smemo pozabiti, in do 80% vseh stavb se po privatnikih pojavil sindrom bolne stavbe. Pri procesu načrtovanja... Podatek koliko kilovatnih ur? Ja, evo, 208, specifična raba energije, 280 do 430 kWh na kvadratni meter na leto, je pa to evropska statistika. Hvala, na leto nisem bil. Tako. Zelo pogosto se pri načrtovanju kakšnih specifičnih okolj pozabi na uporabnike. Uporabniki, zdravstveni delavci poznajo postopek, vejo, kaj se noter dogaja, kakšne so zahteve in potrebe posameznih prostorov in tudi bolnikov. In v nadaljevanju vam bom predstavila en urgentni center, ki je bil narejen v Sloveniji. In sicer
leta 2015 je bila končana gradnja, dobili so uporabno dovoljenje s koncem leta in v začetku 2016 so začeli obratovati. In februarja 2016 mi je znaka zdravnica že navedla zbrana opozorila strani uporabnikov. Nihče ni vključil proces načrtovanja in to so sama mnenja strani uporabnikov. Tukaj zdravnica je naskicirala tudi sam tloris posameznih prostorov. Vidimo, da je izolacija, da so soba za infekcijo, potem imamo internistična prva pomoč, 1 in 2, neurologija, opozovalnica, sestrski prostor, čajna kuhinja, molčarna, potem imamo tudi klinično prvo pomoč, 1 in 2, ginekologijo, rentgen, CT in tamle skrajno, se pravi desno oziroma spodaj, je vmesen prostor, to je zunanjost, zunanja stena brez oken je napisala in glavni del stare bolnišnice. Pa si poglejmo, kakšne so njihove ugotovitve oziroma opozorila. To so direktni citati. In sicer zaradi premajhnega odobrenega proračuna so vsi prostori bili pomanjšani, kar je v nekaterih ambulantah bolj moteče kot v drugih. Tukaj dobiš občutek, da so obdržali standarde za hodnike in ignorirali standarde za velikost ambulant. Najbolj se to odrazi v kirurški prvi pomoči. Predstavljajte si, da so v majhni sobici mizica z računalnikom za sestre, mizica z računalnikom za zdravnika, voziček s materialom, preiskovalna miza, umivalnik, par stolov, par, pol pa še 2 medicinski sestri, zdravnik in ponavadi še en študent, pripravnik, specializant. Večina pacientov pride v ambulanto peš, ni težav. Težava se pojavi, ko notri zapelje zaradi poškodbe nepokretnega pacienta na posteli, nekateri čaka na pregled in se ga prestavi z dne na preiskovalno mizo. Drugi problem tistega prostora je pomanjkanje svežega zraka. Prostor nima oken, umetno prezračevanje naj bi ustrezalo za 6 ali 8 ljudi, dejansko so že brez pacientov v ambulanti 4 ljudje in zrak je zelo slab, tako da se vedno, če ni pacientov v ambulanti, pušča odprta vrata, da se poskusi prezračiti zrakom iz hodnika, ker pa ni okna, pa tudi ni mogoče prezračiti za pacienti, ki pridejo notri z gnojnimi ranami, ni vredno biti tam notri. Sestri so se znašle, pa odpirajo dovod kisika iz stene, da se da malo lažje diha. Ambulanta, ki je bila namenjena za urologijo ali ginekologijo, sploh ni uporabi. Predvidevam, da zato, ker ni dovolj velika ali notri ni primerne opreme. Stoli za pregledovanje zasedajo kar nekaj prostora, vedno potrebuješ predprostor, ker sestre ponavadi hodijo ven in notri, ti pa imaš pacienta na stolu, ki ima pravico, da ga cela čakalnica ne gleda med nože, ko se odprejo vrata. Urgentne ambulante za te 2 stroki sta še vedno na njihovih matičnih oddelkih. Molčarna je absolutna premajhna, dejansko v njej ni manevrskega prostora, da bi lahko izvajali pozicije dolgih kosti nog po zlomu, tako da morajo določene stvari delati na hodniku. Nobeden ni pomislil, da mora biti dovolj prostora za postelje s pacientom, prostora v bazi postelje, da lahko molčar in kirurg iztegneta roke, da se jo izmaliči in mobilizira v pravilnem položaju. Na internistični prvi pomoči so namesto vrata obešene zavese. Zakaj to dobro ne vem, večina zdravnikov, s katerimi dela, jih sovraži. Predvsem je trajalo, da so se zaposleni navadili, da jim ne smejo na široko odpirati, ko stopijo v prostor, ker je ponavadi za zaveso kakšen na pol slečen pacient. Problem nastane tudi, ko mora stari ljudi, ki se bo slišali na ves glas spraševati osebni sprejet, kako odvaja voda in blato in se te sliši po celem hodniku. Toliko varovanju osebnih podatkov. Največji problem je, ker so ostali pacienti, ki čakajo na rentgen, postavljeni ravno pred IPK2, ker si drugače pač ne da postaviti in potem lahko mirno poslušajo, kaj se dogaja drugi, no IPK vsaj ima okna. Tudi ambulanta splošne medicinske pomoči je zelo natlačena, brez naravne svetlobe in pripikice. Problematično okolje bolnišnic je bila naša platforma, kjer smo načrtovali sistem zdravilnega okolja. Tukaj je sodeloval profesor dr. Aleš Greiner in pa profesor Masanori Šukuja s Tokyo City University in razvili smo morfologijo načrtovanja bolnišničnega okolja, ki je podrobno predstavljena tudi v tem članku, ki je bilo objavljeno v letu 2018. Osnovni
koncept je, da izhajamo iz same lokacije, iz bioklimatskih danosti in da izkoristimo vse pozitivne vplive na lokaciji, da se zaščitimo pred negativnim. Stavbo je potrebno tudi pravilno orientirati in pa zasnovati tako transparentne kot netransparentne dele voja. Ko pridemo na notranjost, se je treba tudi posamezne prostore razporediti in slediti tudi osnovnim higienskim zahtevam. Samo izhodišče je pa individualni uporabnik s specifičnimi zahtevami in potrebami, ki je center našega načrtovanja. In to filozofijo smo prenesli tudi na razvoj sistema za ogrevanje in hlajenje. Razvili smo poseben sistem, inovativen sistem za individualno regulacijo udobnih in tudi zdravih pogojev in še več zdravilnih pogojev za same bolnike, obiskovalce in tudi zaposlene. Sistem omogoča individualno nastavitev parametrov udobja in s tem reguliramo posamezne parametre, ki so zahtevani s strani stroke. Izhaja smo iz specifičnega subjekta, ki je v termodinamskem smislu izredno zahtevan, to je opeklinski bolnik, in temperaturo, ki jo je bilo potrebno ustvariti v takšnem okolju, je bila 32 stopinj Celzija občutene temperature in vlaga 80%. Potrebno je, da je v načrtovalski praksi, da so vključeni različni strokovnjaki, potreben je premik multidisciplinarnemu sodelovanju, ki je tudi po novem gradbenem zakonu predpisan. Žal v praksi še vedno ne realiziran. Potrebno je, da se vključi uporabnike, kot sem na preteklih slajdih omenila, in mi vzgajamo mlade, so tudi med nami prav te slike, in sicer prihajajo študenti iz zdravstvene fakultete in stovarstva, torej gradbene fakultete, pripravljamo jih na boljšo prihodnost, na gradnjo zdravih objektov, in sicer tukaj smo izvedli higiensko zasnovo živilskega obrata, kjer so sodelovali sanitarci, strani doktorja Andreja Ovce in pa doktorice Mojce Gevšnik. Prisotna sem bila tudi jaz z stavbarji in smo potem udejanjili načelo integralnega projektiranja na živilskih objektih. Obdelovali smo načrte in potem rezultiralo je pa seveda v nekih kakovostnih pogojih za živilo in pa tudi za zaposlene. Vaje potekajo tudi na strojni fakulteti, kjer proučujemo vpliv metabolizma, stopnje izolativnosti objekte na zaznavo, rešujemo tudi ankete, potem izvedemo tudi številne simulacije, povečujemo metabolizem, tako da študenti razumejo, zakaj je potrebno določenih okoljih, ker ima povečan metabolizem, telovadnica, dosež nizko temperaturo in obratno. Najbolj zanimiva vaja se jim pa že več let zdi vaja, ki je vezana na pridobivanje veščin za krepitev integralnega načrtovanja igla, vlog in dvig empatije, študenti delovne terapije zdravstvene fakultete in študenti z gradbene fakultete smer stovarstvo. Tukaj je prisotna vsako leto tudi magistra Alenka Premelj, ki je na sredini, prisotna sta bila pa tudi dva profesorja iz Poljske. Usedemo se na invalidske vozičke in zapeljamo skozi fakulteto, po Klančini, čez ovire in pa tudi na LPP. Tako da razumejo, zakaj je potrebno načrtovati Klančino s pravim naklonom. Zakaj je potrebno doseči zadosten čas čez prehod za pešce, ne pa da se ustavi rdeča luč, ko si na sredini. In rezultat izdela v obliki video prezentacije, tukaj so avtorji Jure Stamač, Kovačič, Manca Hrovat, Marko Nuzdorfer pa Sara Bečirovič v sodelovanju z zdravstveno fakulteto.
Študenti delovne terapije, v primerjavi za študenti gradbeništva, se s težavo sedejo na invalidski voziček, ker imajo že prej v pedagoškem procesu zelo veliko informacij, znanj, pa že v preteklosti so delali z študenti oziroma z funkcionalno vidnimi osebami. Medtem ko naši stavbarji, oni se brez problema usedajo in potem tudi tako zelo otroško na invalidski voziček in se pelajo in se smejijo in filmajo in dajo na Facebook. Tako da so že tukaj dve čisto drugačni populaciji. Se pa izredno dvigne empatija pri stavbarjih. In tudi, ko se pelajo po mestu, gradbenik ne bo senzibilen za poglede drugih, medtem ko delovni terapevti vedno znova zaznajo te poglede predvsem mladih, ker okolica ne ve, da študenti, da so zdravi, ampak da imamo pravzaprav pedagoški proces. In na koncu, ko ocenijo predmet, bivalno okolje, pripombo dajo, da bi radi še več takih vaj. Naši študenti so tudi že v praksi, tako da potem dobimo feedback strani zaposlenih, naših bivših študentov in so povedali, da so jih njihovi nadrejeni zelo pohvalili, kjer so določene domove načrtovali v skladu z univerzalnim načrtovanjem. In so že na projektu ugotovili, da je potrebno primerno širino vrat zagotoviti, tako da so imeli vse že to imponiran te vrednote. Gremo tudi na LDP. No in tak pristop bi bilo dobro, da se tudi na druge ravni izobraževanja, tudi srednja šola ali pa še celo osnovna, da se vključijo taki tudi v proces. Še zaključna misel in sicer izhodišče mora biti zdrava in pa udobna stavba ob učinkoviti rabi energije in ne obratno. In tudi učitelji se veliko naučimo od naših študentov in za zaključek, ko jim damo na izpitu tudi esejsko vprašanje, eden izmed vseh ostalih, ki so bolj kot ne inženirska, jih vprašamo o določenih rešitvah, kaj bi predlagali, kako spremeniti trenutno slabo situacijo, so izredno zanimive misli in ena izmed teh misli od študentke Mance Hrovat na zadnjem izpitu navajam tudi na tem slajdu. In pravzaprav prihodnost, ki bo, ne smemo biti črnogledi, moramo biti optimisti, tako kot so naši študenti in verjamemo v dobro ljudi in neko prihodnost, za katero smo pa odgovorni vsi skupaj. Hvala. Hvala lepa obema predavateljima. Imam zdaj pa prišlo vprašanje, prosim. Če dovolite, bi te zelo podrobno predstaviti, kar se tiče stavb in načina bivanja v njih in seveda človeka, ki tukaj povedal nekaj, kar verjetno v našem sistemu popolnoma zmanjkuje. In sicer na podlagi ene stvari, da bi tukaj morali zraven obvezno naučiti tudi arhitekte, kako naj projektirajo
Na drugi strani pa seveda tudi gradbenike, kako naj počnejo, da dosežejo te rezultate z posebnim znanjem o obnovi obstoječih stavb. Namreč gre za to, da je to en sestavni del izjemne raziskovalne kako bi rekel, naloge, ki smo jo dobili iz Evropske unije leta 2003 pod naslovom Reurban mobil. Kdor želi to videti, na internetu lahko poišče Reurban mobil, to je Evropska unija izdala. Jaz sem sam vodil arhitekturni del, potem so zraven bili še seveda in gradbeniki in sociologi in tako dalje iz 18 držav Evrope. 4 mesta v Evropi smo, obstoječa mesta seveda, obdelali kot vzorce, in sicer Leipzig v Nemčiji, Bologna v Italiji, Leon v Španiji in Ljubljana. Tukaj je delovalo ne samo iz Evrope strokovnjaki so bili, ampak so bili tudi iz Združenih držav, tako dalje, tako da je bilo to resnično na najširšem možnosti obdelano. Zdaj pa, ker je stvar prevelika in predolga, bom povedal samo nekaj osnovnih izhodišč, ki so bili kot rezultati. Kot rezultat je bil celot sistem obnavljanja, ohranjanja, recimo nekih kulturne dediščine hkrati tudi, in omogočanja veliko boljšega življenja v mestih prihodnosti. Zaradi tega, ker recimo povsod smo odkrili, da je recimo v Ljubljani 20% manj kisika, kot ga je recimo samo 10 km iz Ljubljane. Kako naj pomagamo se potem s tem prezračevanjem? Da je v Ljubljani več kot polovica stavb usmerjenih proti severu in zaradi tega sončne svetlobe nima. Skratka, tukaj je za celo vrsto vprašanj, predvsem pa to, ko je osnovno izhodišče končnega tega rezultata. Rezultat je Reurban mobil, to so pogoji, pod katerimi da Evropa svoja sredstva za napredovanje, obnovo, revitalizacijo, kakorkoli že mest v Evropski uniji, da daje sredstva svoja. In zdaj, če vam kar povem, tukaj, ko je bilo to potem pri nas tudi objavljeno, jaz sem sam sebe prevedel potem v slovenščino, v svoj honorar, ki se da iz Evrope dobil, sem zato dal, da je bilo to objavljeno, in ko je bilo predano to Ljubljani na občino, so na občini rekli, tega ne potrebujemo. Ampak velik del tudi drugih delov Evrope se teh pogojev, ki so tam navedeni, enostavno ne drži. Namreč vem zaradi tega, ker sem v Evropski komisiji za preverjanje, če upoštevajo točno te naloge, ki so tam notri. In tam notri je jasno navedeno, kakšen širok splet strok mora sodelovati pri načrtovanju bodočega življenjskega okolja ljudi, ki so enkrat povezani na določeno svojo kulturno dediščino, recimo, na eni strani, na drugi strani v bodočnost, kako se bo v bodočnost to živelo. In če nočejo sprejemati tega, seveda jih ne bo nihče podprl. To je vsaj ena stvar. Bom pa samo še majčken delček omenil, povezava z gradbenimi stvarmi in gradbeno fakulteto, ki je prvotno delovala skupaj v isti univerzitetni gradbeniki in arhitekti smo delovali skupaj, potem smo arhitekti začeli samostojno delati. Jaz sem stalno delal to z inozemstvom raje, zato da smo prišli do teh izhodišč, je bilo kar 2-krat posredovano na srednjo gradbeno šolo že in na gradbeno fakulteto, naj poleg načina sodobne gradnje,
ki upošteva tudi, recimo, če hočete, stekleno fasado, da je ne morejo več prezračevati, tam nekje za otroke v bolnici in tako dalje. In še polno drugih takih čudnih stvari, ki so seveda danes uporabljene ne zaradi poznavanja teh težav in sodelovanja uporabnikov pri tem, kaj želijo imeti, ne, ampak zaradi tega, da je to z denarjem zasluženo, kar odkrito povemo, da je to pri nas pa še druge narejeno. In smo daleč od tega, da bi recimo danes, če rečete nekomu, dajmo obnoviti recimo vašo staro hišo, da bo tako, da ne bo niti mokra recimo ali vlažna, in da bo prezračena in tako dalje, ne. Vsak reče, tisti gradbeniki, ki ga povabijo tam, to je predrago. Sploh ni res zaradi tega, ker pri nas ne upoštevamo teh pogojev, kot jih recimo najbogatejši del Nemčije upošteva, Bavarska. Na Bavarskem imajo čisto samostojni sistem financiranja, kako graditi in kaj ohranjati in tako dalje. In zato tudi največ zaslužijo, ker vsi hočejo potem tam bivati ali biti, iz Nemčije se selijo na Bavarsko in tako dalje. Torej, veliko izkušenj tega in iz Evrope je treba še dodati, recimo, in seveda, če nekdo želi zvedeti, kako so tiste osnovne zakonitosti, se jih more od njih pozanimati, zakonitosti gradnje, obnove in tako naprej. Se more zanimati za te pogoje, ki so zdaj sprejeti leta 2007-2008 v Evropski uniji. Tako, tega je toliko, mislim, da bi morali tukaj, recimo, zdaj slišati vašo odlično predstavitev te podrobnosti in da bi se skušali navezati naprej tudi marsikdo od tistih, ki bi moral sedeti zdaj na teh praznih stolih. Hvala. Lepa, profesor Bistrov, za kratko predavanje. Še kakšno vprašanje? Izvolite. Hvala. Jaz imam eno vprašanje, na koncu najprej pa rekel, ne, da bi imel to, kar ste predstavili, ta urgentni center. Ne. Jaz imam eno izkušnjo pač iz preteklosti, kjer, ko sem v bistvu bil v vlogi investitorja doma starejših. Ne. Tam ima tudi seveda zelo velik zahtev, ne, od pragov, ki ne sme biti do širin vrat in kar se tiče kopalnic in tako. In mi smo imeli to srečo, da smo delali z arhitektom, ki je to že malo vedel in ki je seveda tudi uporabnike konzultiral. Smo šli kar v nekaj domov in se pogovarjali. In tisto, kar je najbolj zanimivo, ne, in kar mislim, da je pravzaprav tudi problem te naše gradnje v bolnicah, da se je na koncu pokazali, da smo zadovoljili vse te zahteve, cena gradbena ni pa praktično nič večji od stanovanjske gradnje. Ker se seveda vse vnaprej ve, ne, kaj je treba narediti. Drugo, kar bi pa rad vprašal, vi ste nekako mimogrede rekli, pa ne vem, sem prav razumel, ne. Zdaj, rekuperacijo, ne, zraka marsikdo uporablja ali pa se zanjo odloči po tem, ker najprej ne izvede veliko izolacijo, ne, dodatno izolacijo in pravzaprav z rekuperacijo rešuje pol probleme, ki nastanejo. Ne. Ampak sem zdaj nekako razumel, da ste navedli kot nek negativen dejavnost. Zdaj, v zvezi s to rekuperacijo, no, nažalost imam samo negativno izkušnjo, tako da po pozitivnih ravno ne moram govoriti z vidika kakovosti, ne, samega notranjega okolja. In sicer v vrtcu, ki smo ga mi obravnavali, so imeli blazne težave po sanaciji,
ker so v igralnice dali, se pravi, lokalni prezračevalni sistem, ki je vključeval tudi rekuperacijo. In ta rekuperacijo, prvič jim je, filtre jim je konstantno na en mesec jim je zabasal, tako da so mogli menjati tiste filtre. Potem je bilo pa v drugi fazi, ko je pod -5 stopinj padla temperatura, je prezračevanje šlo na redukcijo. In potem je bilo treba odpirati okna pri -7 stopinjah, pa tako naprej. Tako da ne rečem, te zadeve imajo številne pluse, ampak potrebno se je soočati za minusi in jih odpraviti, ne, pa izboljšati, tudi recimo hrup in tako naprej. Ne. Tako da, to. Še kakšno vprašanje? Izvolite. Rad vprašal, meni se zdi, da kar se tiče prijaznega okolja, je tudi rekel, arhitektonska udobnost nekaj zelo pomembna zadeva. Ne. Jaz sem bil zadnjo na delo po dolgih letih spet na veliki na Katarini, ne. Se mi zdi prav grozno, tam imajo ena hiša taka, ena taka, ima stavljena, eni so bunkerje zgradili. Ne vem, obstaja mogoče kakšen predpis, mora tudi kaj lepo zgledati, ne. Ali pa če pogledate recimo v Luciji, ne, imajo bloke, ne, tisti bloki imajo balkone in en ima balkon zagrajen, en nima zagrajen, ima tari obešen, ne vem, obstaja kakšen predpis ali kaj talega, da se to uredi. Tudi mogoče je spredala arhitektom, ja, tako, besedo. Profesor Fister povedal. To kot formalni predpis obstaja, ampak kdo ga prizna, da je treba to upoštevati, to je bolj važno. Ker če naredi nekdo, recimo, če hoče spremeniti neko urbanistično ali pa prostorsko zasnovo, ki je včasih mogoče normalno delovala, pa zgradi tam še celo vrsto stvari, ki onemogočajo drugače kot pa, ne boste verjeli, ampak zdaj stanujem tam, ker so zaprli tole Celovško cesto in ves promet v Ljubljani stoji in seveda zrak je tak, da enostavno dihati ne morete. Torej, kdo odloča potem tudi za posamezne detajle? Občina. In če občina odkloni to, kot je v Ljubljani odklonila evropsko pogoje, za to, kako je treba to upoštevati in kaj je treba upoštevati tam noter, so zelo podrobni predpisi, ne, to, potem vemo, kdo bi moral narediti. Tisti, ki prizna strokam njihovo mnenje, strokovno mnenje, ne pa da se odloča o tem z nestrokovnim mnenjem. Zelo preprosto povedano, je preveč detajlov. Ljubljana ima arhitekta, ne, v svojih vrstah. Še kakšno vprašanje, prosim? Zdaj to ne bo toliko vprašanje, ker najbolj ne pričakujete, kakšno veliko vprašanje. Odgovor, ne, konkretno na tale vaše vprašanje, je problem v maslu, tam noter je tisti rumen trikotnik, je tudi maslo. In zadnja stopnja je samo potrjevanje. In zdaj seveda to, da nekdo naredi, kar hoče, a je to dobro ali ni dobro, to je ena sprijena zadeva samo potrjevanja, ki je pa nima baze narejene, prave, ker Maslov štarta, ne moram to na pamet res reči, ne sem prestržen že, ampak tiste fiziološke osnove, zrak, hrana, voda in naprej, pa je varnost, pripadnost, spoštovanje, znanje, estetika, pa samo potrjevanje. In zdaj seveda, če nima baze narejene, hoče se pa iti samo potrjevanje, ne more drugače biti katastrofa nastop. To mislim, da to ste najbolj hotel slišati. Da se na današnjo temo prav naveljamo. Seveda je pa en problem, jaz se spomnim, bratca Mušič nam je na Ipš-Pupšu pred mnogimi leti na tistem podiplomskem študiju omenjenega angleškega teoretika Sir Patrick Geddes, ki je rekel, da za dobro stavbo rabiš
Zdaj ne vem vrstni red, kakšen je bil dobrega investitorja, dobrega arhitekta pa dobrega izvajalca. Ne? Je pa seveda tukaj zelo važen vrstni red, ne? Ker če začneš z dobrim izvajalcem, pa na koncu imaš za nič investitorja, seveda to nič ne pomaga. Ne? Se pravi, važen je, da se štarta z pravim investitorjem, ki ve, kaj je treba narediti. Ampak ta investitor pa seveda mora biti tudi ustrezno izobražen, ne, da poskrbi za to, da se vsaj tista zakonodaja, ki obstoja, spoštuje. In tega se pa ne dela. Ne. In to je bil primer, ne mogoče, zdaj, ne, tisti, ki niste toliko noter v tem urgentnem centru, so šli gledati širine hodnikov, zato ker struktura ljudi, ki kontrolira, oni vejo, recimo, da je treba pogledati, koliko je širok hodnik, potem ne ve pa, koliko mora biti velika soba za določene stvari noter upravljati. In potem se držijo tam tistih zadev, ki so najbolj oči vpijoče, kar se tiče, recimo, gradbenega dovoljenja, ne? In potem pa nastopajo take zadeve. A veste, to je dejansko en strašen problem pri nas, ne? Strašen problem. In to notranje okolje, ne, tudi recimo zdaj malo okolje, nekaj, kaj me tuče. Stroški. Selkovič, ne vem, koliko let ne, se bo spomnil nazaj, so naredili iz Berkeleyja analizo, kaj pomeni, recimo, kakšna energije na kvadratni meter v eni poslovni stavbi in kakšni so stroški plače enega zaposlenega v tej stavbi. Razmerje je 1:100. Zdaj pa pogledajte, če recimo vi zmanjšate porabo energije, pritisno 1%, veste, recimo, če rečemo, da je tisti $1, unih je pa 100. Če 30% zmanjšaš, dobiš tam recimo $0,7. Če pa pri 100%, zaradi tega, ker so notranje razmere slabe, zmanjšaš recimo učinkovitost recimo za 1%, koliko je pa to? Je pa to $1. Če pa za 10%, če nekdo bolan, je pa to $10. S tem je pa 10krat plačane vse stroški za energijo. A veste, v tem je što, zdaj ta ekonomika jo enostavno ne razumejo, ne? In vsi gledajo samo na, kako bo zmanjšali rabo energije. Najlažje se s tem, da se 0,5 ure izmenjav zraka na kvadratni meter na uro naredi in je potem popolnoma vse, kako bo tiste otroci v vrtcu, pa v jaslih, pa v šolah, da bo to na njihov, neposredno na njihov razvoj vplivalo. To je očitno popolnoma vseeno, ker drugače ne bi dopuščali tega. Ne? In seveda inženirja, veste, tisti, ki je pa v službi, pa projektira, mu reče, bež, bomo pa drug model narediti. To pomeni, da investitor je tisti, ki je glavni. Ne? Za arhitekta se jaz niti ne bi bal. Ne? Mogoče tudi se ne bi toliko bal za izvajalce, ker oni se znajo prilagoditi. Ne? Ampak jaz mislim, da so glavni problem investitorji. Moja izkušnja je bila recimo na Slovenskem etnografskem muzeju, Ministrstvo za kulturo investitor se je spajdašlo z izvajalcem za to, da so me za hrbtom stvari delali. Opustite, mislim pa, da ni sam investitor, ne? Namreč mora tudi neki zakoni obstajati, ki investitorji omejujejo. Sam se kot drži, ne? Ne držijo se jih, potem je štos, ne? Ja, to je, ne? Se to govorim, ne? Komunikacija ne funkcionira, ne, se je to danes, zdaj smo zaplavali, ne, meni se da je veliko bolj zanimiv ta povezavo, ne, profesor Krašovcem med tem našim delom, ki se tam nekje od spodnji dogaja, ne, kako zdaj to vertikalo med seboj nekako povezati, ne, da ni to komunikacija, vemo, da je glavni problem, ampak ta komunikacija mora nekako povezati se, ne? In to je tudi odgovor na vaše vprašanje, ne? Ker ta komunikacija ni povezana, zato se take stvari dogajajo. Še kakšno vprašanje? Če ne bi se zahvalil
obema predavateljem. Se zahvalimo s skromnim darilom. Se zahvaljujem diskutantom. Pozor vas bi še na naslednje predavanje, ki bo 12. marca, in sicer bomo govorili o skladiščenju plinov v zemlji in notranjosti. Lepo vabljeni.